Dobrodošli v zadnji epizodi te sezone podcasta Seks v pisarni. Danes sem z vami Nana in moja gostja bo pa vaša redna voditeljica Monika Šinkovec. Torej, Monika zaključuje svojo 3. sezono podcasta. Dej mi povej, kako se počutiš ob tem. Fajn, da sem lahko malo spočila. Ne, se ne. V redu. Sicer čista prve sezone nisem imela jaz sem imela zdaj drugo pa 3. Tako malo ponosna na se, da lahko rečem, da sem zaključila še eno sezono. No. Ker je bila res lušna, tako se mi zdi, da je vsakič boljš. No, pa verjetno ti je tudi zanimivo, ko pride toliko enih gostov, pa toliko enih novih stvari oziroma tematik spoznaš. Pa... Ja, ful mi je fajn. Mislim, gosti so itak tako različni. Eni so res strokovnjaki na svojem področju, eni so pač tako mogoče bolj zaradi te, ko pridejo, ko so recimo prepoznavni, kakšni influencerji in tako. Ampak vseeno je zanimiv ali strokovne teme poslušati, ali pa sami izkušnje pač tako od ljudi. Tako da ja, to mi je bilo ful fajn. Ja. Veliko novih stvari zveš, veliko novih zgodb slišiš, tako da to mi je bilo ful dobro. Ful dobro. Kater trenutek ali pa katera epizoda v tej sezoni te je pa najbolj navdušila ali pa ti ostala v spominu? Najbolj mi vedno ostane v spominu itak pač karkoli je z gosti, zato ker vsak pove, pač kot sem že rekla, nekaj novega ali pa zanimivega. Kaj pa vem, tako da bi mi ostala v spominu... Mogla malo razmisliti. Zato, ker je vsak nekaj povedal iz svoje tematike. Ampak ful mi je lušten, recimo, ko sta prišli Gaja pa Lenka, zato, ker tudi sodelujeta z nami, pač Svetu Žitka. In se že tako razumemo dobro. Pri Gaji sem bila tudi na Pink Mesu, na Lenki pošiljam pač te true crime stories, pa mi je bilo lušten, da smo lahko še v živo tako sodelovali. Tako da mogoče pač te dve čist zaradi te osebne izkušnje. Itak, pa ti tudi verjetno malo bolj sproščeno. Ja, pač je drugače. Pogovor. Drugače pač ja, se je bilo z vsemi gosti cool, ampak tako tam, te dve sta mi bile tako. A ja, pa ful mi je bila všeč ona epizoda z Nino Kralj, ki dela pri Lunini vili, ki ima to za otroke, zato ker pač to je pa ena tematika, ki je meni osebno ful pomembna, tako da to bi izpostavila, da tam je bila tudi ful. Ta je res bila dobra. Sem bila tako, ker sem tako mal fenica pač te Lunine vile in tudi Nine, ker ful dobro predstavlja vse stvari na njihovih teh videih izobraževalnih ali kakorkoli pač na socialnih omrežjih in sem bila kar tako nahajpana, ker smo imeli še nadaljavo, tako da to je bilo tudi ful zanimivo pač na podcast nadaljavo imeti. Ja, ful dober. No, zdaj v bistvu drugo vprašanje, mogoče se tudi na ta odgovor navezuje, ali je bil kakšen gost ali tema, ki te je res presenetila v dobrem ali pa slabem? Da, to je dobro. Ja, pač ja, najbolj je bila pač ta res ta z Lunino vilo. Tako čist iz tega, ker je pač meni osebno najbolj, mislim, ful mi je pomembna ta tematika, ne pač kako otroke učiti o tem, a ne pač o spolnosti, pač da je res primerno letom, pa tudi kako jih učiti, ne vem, prepoznati nevarnost glede tega, ne, razni predatorji in tako, ne bom šla zdaj v neke detajle, ampak to so stvari, pač ker imam jaz tudi hčerko, pač prijem sem imela svojo hčerko, so mi bile te stvari tako pomembne, ker so otroci tako nedolžni in jih je treba zaščititi in tako. Tako da ta je res ena taka, da me ful sem vesela, da sem naredila to epizodo. No. Ja, pa smo jo naredili, se ne delam tega sama. Ja, pa tudi ful dobro se mi zdi, da če že govorimo o takih tematikah, da se dotaknemo tudi te bolj kočljive zadeve. Ja. Super. Kaj si se pa ti osebno naučila iz te 3. sezone? Iz 3. sezone? Jaz sem imela dostikrat tako neko mislim, jaz, ko sem tle začela delati, nisem toliko razumela, da je pač to neka taka tabu tema, pač spolnost, zato ker sem imela dosti ozak krog družbe, pač in mi smo bili med sabo lih odprti in v bistvu ne nanaša se to samo na 3. sezono, ampak cel ta proces tega dela, pa ko sem poslušala zgodbe od ljudi, a ne, kako so oni doživljali spolnost, ko so bili mlajši ali pa ko so vstopali v svet spolnosti, sem videla, da pač, da res je to tako ful bolj tabu. Ali pa tudi, kako so ljudje sprejeli ta, niti ne podcast, ampak mogoče kakšne klipe iz podcasta, ko so šli viralno, pač kakšni komentarji se najdejo, tako sem bila, vem, da ljudje znajo biti žleht, ampak to je bilo pa tako next level. No. Ja. Tako da...
Ampak To v teh, se ja. šila, sploh zdaj v 3. sezoni, ki so mogoče malo bolj tako, kakšni klipi šli viralno. Ja, ampak to se mi zdi, da v teh časih je to kar neizogibno, a ne, da pa se ljudje vsajajo sploh te neke take tematike. Ja, žal. Ampak ja, mislim, to ne moreš kaj. Je pa res zanimivo, ne, to, ko si prej rekla, sploh te prve spolne izkušnje, kako imamo vsi res različne perspektive oziroma poglede, a ne, pa tudi izkušnje, no. Tako da res je zanimivo to slišati, da res vidimo, a ne, da ni vse isto. Kaj pa, če bi mogla 3. sezono opisati z eno besedo, kaj bi rekla? Oh my god. Oh my god. ne bi tega rekla. Saj je sploh težko. Tako jedrnato povem stvari, I guess. Dej bolj na široko se. Bolj na široko. 3. sezona, mislim, da sem v 3. sezoni kar več različnih tematik zajela, tako da mogoče je bila beseda raznolika. Ok, fair enough, to je pa dobro, si kratko in jedrnato. Ja, mi je uspelo, sem se potrudila. Ja. Kaj bi si pa recimo ti želela, da bi gledalci odnesli oziroma se naučili iz 3. sezone? Kaj je zate najbolj pomembno? Mogoče bolj splošno iz podcasta to, da pač je tle res en tak safe space, kjer predebatiramo lahko različne tematike, različne tabu tematike v spolnosti, mogoče da koga inspiriraš, da si upa kakšno stvar probati ali pa upa komunicirati o spolnosti ali pa s partnerjem sploh skomunicirati o spolnosti, ker to sem se tudi naučila, da so eni dosti zavrti glede tega, zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Tako da mogoče to, da pač ljudi spodbudam k temu, da se pogovarjajo o tem, da pač vidijo, da to ni nek tak bavno. Pač seveda kraju in času primerno in tako ne, da pač hodijo po cesti pa se derajo seksom. To je res. Ampak itak, ne, ljudje znajo biti ful omejeni glede tega oziroma čutijo te pritiske iz okolice, ne, kaj je kul, kaj ni kul, kaj se ne sme početi in v bistvu, ja, tako kot si rekla, komunikacija, pa tudi naše želje. Zdi se mi, no, da si res ful fajn pač posnela to, folko pač razložila in približala neke tematike, da bojo tudi sami znali malo bolj odprto pa pristno razmišljati o tem, pa se tudi lotiti zadev na tak prav način. Ja. Kaj pa, če bi lahko še enkrat posnela eno epizodo iz 3. sezone, kjer bi izbrala in zakaj? Ziher kakšno, kaj je solo epizoda, pa se pravi pač, kad sem sama, zato, ker sem ful samokritična in se mi zmer zdi, da pač stvari so dosti dobre. Tako da po moje bolj iz tega razloga, da bi pač hotela še enkrat pa boljš posnet. Zdaj pa kjer naslov točen bi bil to, pa ne vem. No, meni se v bistvu ni zdelo, ko mi je ful cool, da si surova, da dejansko daš ven tist, kaj si misliš in je na tak način tudi cel podcast ful sproščen. Pa pristan. Tako da ful cool. Ok, zdaj bojo pa šli na drugo poglavje oziroma na drug set vprašanj. Ta vprašanja bojo pa malo bolj osebna, če lahko. Ja, da boš tudi ti malo pod drobnogledom, ne samo tvoji gosti. Ja, tako ja. Ok, prvo vprašanje. Zakaj si začela javno govoriti o spolnosti? V bistvu je to nekako čistko spontano prišlo, pač tekom dela, tekom mojega razvoja kariere v tem podjetju. Nikoli mi ni bilo neroden govoriti o spolnosti, zdelo se mi je, da lahko na tak način ne neki dam, ampak tako pač, kakor je napredovala ali pa se razvijala ali pa spreminjala moja kariera ali pa moje delovno mesto pač v tem podjetju, se mi je zdelo, da pač nekako je to prišlo zraven, no. Pa nikoli mi ni bilo neroden. Kul mi je, da koga spodbudam, da pač kaj vpraša o tem, pa pač tako, čisto nekako naravno se je razvilo vse. No, cute, super. Kaj bi si želela, da bi ti nekdo povedal o seksu, ko si bila stara 18 let? Ko sem bila stara 18 let. Moram malo se spomniti, ker zdaj sem že veliko več kot 18. Jaz sem takrat bila že spolno aktivna. Mogoče predtem, da obstajajo različne vrste kondomov tudi po velikosti. Ok, fair enough. Ampak ne, mislim, jaz sem imela ful lep
pač in prvospolna izkušnja in tudi imela sem to prvospolno izkušnjo z pač prvo seks, whatever, spolen odnos, kuharkoli, z fantom, s katerim sva bila tudi nekih 6-7 let skupaj. Okay. Tako da nekako sva skupaj odkrivala te stvari, ni bilo nekih tako z njegove strani kakršnih koli pritiskov, zmeraj je bilo vse pač tako skup, lušten, fajn, sva se dosti ujela v tem. Tako da bi kaj prav tako rekla, če bi si kaj želela o tem, mogoče kakšen pogovor prej, ne šele pa 18, ampak štekam pač, da zaradi polnoletnosti, a ne, nekako tako to vprašanje zasnovano. Ja. Ampak ja, no, tisti kondom je bil malo joke. Ampak tako jaz nikoli nisem imela nekega full pogovora doma o spolnosti ali pa kaj, kar sem tudi že dostkrat povedala tekom teh podcastov, ampak ni bilo pa tako, da bi se to kaj full sramotil. Tako. Okay. Ampak ja, kakšen pogovor pa ne bi škodil tako. Ampak vse, koliko so pa naši starši dejansko tudi imeli teh pogovorov, da bi znali nam to, pač to so vse druge generacije. Odvisen, po moje, če so odvisen iz kakšnega okolja tudi oni prihajajo. Mogoče tudi na podlagi svojih izkušenj, pač če ti kot otrok nisi dobil dosti informacij, ne boš mogoče ti pol do svojega otroka malo bolj. Tako pač pri tej stvari sem jaz svojim staršem ful hvaležna, ne. Mi smo imeli zelo odprto komunikacijo glede tega, že hitro sta me začela učiti o tem, kako otrok pride na svet, kako ženska pač postane noseča. Pri nas to ni bil tabu, ampak je bila neka taka, ne vem, nekaj normalnega, ne, pač pripravila ste me na to, da pač tako življenje je, ne, na drugačen način pač življenja ni in mi je res hudo, ko pač slišim neke zgodbice od drugih ljudi, ki jim dosti časa starši celo laže ali pa jim prikrivajo, pa rečejo, štorkla prinese otroka, pa take stvari, ali pa premladci za to, ne. To niso tematike za starejše otroke, ampak se mi zdi, da bi res mogli to prej in ja, no, pač, če lahko jaz reflektam pri tem vprašanju, jaz sem svojim staršem res hvaležna, da sta me ne samo na spolnost, ampak na življenje pač pripravila na tak dober način. Ja. Ok, greva naprej. Bravo na njih starši. Shout out. A se spomniš kakšne svoje zmote ali predsodka o spolnosti, ki si ga kasneje razbila? Ko sem ga kasneje razbila, tako tekom podcasta ali tako v življenju, misliš? Pa mogoče kar nasplošno pač. Nasplošno? Tekom življenja. Ja, da analen seks boli. Ja, ok. Ja, če ne probaš, ne veš. Ne probaš, ne veš. Ja. Tako da ja, ker opazila sem, da dosti ljudi še zmer pač je tega prepričanja, da to pač boli. In da to morajo potrpeti. In da morajo goditi. To mi je ful ostalo v spominu. Mislim, da je bilo to še v prejšnji sezoni, ko sem imela Boštjan Mlakar. Aha, točno, ja. Pa mi je pol razlagal pač zgodbe od različnih ljudi, ki so pač na silo ugodili partnerju, a ne. Tisto res ni okej. No. Ja, ampak mogoče tu je ta perspektiva, ne, ko obzir vzamejo užitek druge osebe, ne pa toliko užitek obeh oseb, ne, če bi bilo predstavljeno, ne vem, tudi ti boš uživala pod takim in takim pogojem, naredili bomo pač dobro okolje, zato bi bila itak zgodba drugačna. Kako se spustiti v analen seks, zato ker pač ne vem, ali ima neko svojo predstavo v glavi, da je to pač isto, kakor če dajo v vagino. Ali pa pač je predstava iz pornofilmov, sam tam ti pa tudi ne pokaže vso pripravo prej, pa lubrikanta, pa to, da ne vem, una mal par dni pa prehrani, pa ne vem, da se umije, pa da prej nos čep 2 uri uriti, pa tašne stvari, ne, mislim, ali pa počasa, ne. Ni to, kar prideš in daš not in to je ne. Ja. Pač ne gre to tako, ne. Ja, no, pač v teh filmih je vse v bistvu vse bolj potencirano, vse bolj pretiravano, ne, in težko je v bistvu za nekoga, ki še nimajo spolne izkušnje, pač izhajati iz tega, ne. Zdaj bo pa seks tako izgledal, kot pa v porničih, pač. To je res eno tako ultra zmotno prepričanje. Ja. Žal, ja. Kateri mit o seksu te pa najbolj spravi ob živce? Ne vem, koliko je to lih mit, ampak to, recimo, kakšen BDSM, ki je zelo zanimivo predstavljeno v kakšnih knjigah, ne bom govorila o katerih.
Ali pa nasplošno ljudi, ki ne razumejo tega, ali imajo pa pač neko to v glavi, da to je pa neko poniževanje in mlatenje, izživljanje, tako. To mi je kar zoparno. Ja. Tako. Mislim, še vsem se moraš tega lotiti pač pravilno, a ne pa s konsentom, pa da vse štima, da ne nikakih poškodb na koncu. Ne povezuje tega z zaupanjem, ampak mislijo sam pač, da prihaja do nekega izživljanja. Ja, Tako. to je res. Tako da to mi ni prijetno. Ja. Da ljudje to mislijo. Ali pa ne vem, a je to mit, a je mogoče sam pač, a je to mit, a je neko prepričanje. Zanimivo, ja. Jaz bi recimo mogoče tukaj rekla glede analnega seksa, pač da je veliko ljudi sem slišala, da si pač mogoče želi probati, ampak si ne upa glih zaradi okolice, ker pač okolica govori, da je pač to narobe, umazano itd. Bolj pač iz tega vidika. Je se nekaj celo prepovedano, ne? Prepovedano? Mislim, a ni nekaj prepovedano, celo pač analen seks v enih državah. A ja? To pa nisem nekaj neumnega rekla. Ja, kdo bi pa zvedel? Ne vem, kako bi zvedeli. Ja. Ampak ja, pač kakšne spolne prakse so, ki je prepovedane, to sem prepričala, da so se smo imeli nekaj o tem. Mislim, ja, to vem, da recimo seks na javnih mestih, seks pač tudi v naravi nekje, recimo. Pri nas sicer ni, pri nas je fora, da je dovoljeno, če nobenega ne motiš. A res? Ali pa če te pač noben ne vita, ne. To bo epizoda za novo sezono. Ja. Seks na javnem mestu. Ja. To še ni bilo. To je zanimivo. Mogoče bi pa dejansko ljudi to zanimalo. Ja. Kako varno seksa tudi zunaj. V gozdu. Ja. Gozdnic. Ok. Kateri je pa tvoj najljubši behind the scenes trenutek iz te sezone? Iz te sezone. Mogoče bo od danes, od Danska snimava skupaj. Čeprav enkrat smo že snimali skupaj. Sem se tudi ne spomnim, a je bilo to v tej ali prejšnji sezoni. Midla sem drugače seznam, kaj vse je bilo v tej sezoni, ampak ja, pač my memory failed me. Moj spomin me je prevaral ali zapustil. Sem dobila tudi že komentar, da ne znam slovensko govoriti, oziroma ne jaz, da preveč angleških besed uporabljamo in tako. Tako da ja, sem se mogla popraviti. Da vem, mi da so se ful dobro ujeli, se mi zdi, da pač tle in tako, kadar sva kaj skup snemali. Kaj pa tvoje? Ja, meni pa tudi, pač ponadka sva zdaj sva itak eno leto bile zadolžene, da so snemali content za socialna omrežja in ja, ne vem, takrat, ko sva skup to počeli, je bilo veliko zabavnih, nerodnih trenutkov, malo smo si pa tudi sami popestrile na svoj tak unikaten način, tako da mora to mogoče kaj. Zanjšo narili z žarom snemali. Ja. Tisti je bilo zabavno. Ja. A je tu mogoče ta komentar na to, ker si dobila komentarje, ne, da mogoče preveč angleško govoriš. Ful se mi zdi, da smo zdaj res v takem tem digitalnem, ne sam prostoru, pač v času, a ne, da smo mogoče sploh mladi toliko navajeni govoriti neke take izraze, da pač enostavno čas pozabimo. Ja. Tako da ne zameriti. Ja, to je itak to, ko pač toliko stvari gledaš v angleščini in to. Čeprav, jaz se trudim, ampak včasih dejansko imaš občutek, da kakšna angleška beseda boljš opiše tisto, kar ti v tistem momentu čutiš, ker je mogoče kakšna taka slovenska beseda ful bolj, da bi rekel tako, ne vem, da je ful knjižna beseda, da se ti ful tako zdi ne toliko pogovorna, veš kaj mislim, in pol jo pač ne uporabiš, tako ka ne vem. Vsi vejo, kaj je mindfulness, a ne pa govorijo, koliko sem jaz mindful ali pa koliko sem, ne vem, mindful se lotil tega in tega, kar sem delal. Noben bo rekel, jaz sem čuječen ali pa čuječnost. Pa što sem imela tudi eno epizodo o tem in sem tako, čuječnost je slovenska beseda za to. Ja, ker mogoče sam delamo to iz navade, a ne? Ja. Smo pač bolj navajeni teh izrazov. Ne se budovati toliko. Ja. Okay, zdaj pa grejo na en drug segment oziroma na tretji segment že. Redi. To so pa strokovni opogledi. Tako da dajmo pogledati, kaj sem pripravila. Če bi morala izbrati sam 3 stvari, ki jih mora vsak vedeti za boljše spolno življenje, katere bi to bile? Prva bi bila lihta čuječnost, sva govorili. Se pravi pač za spolno življenje, da
da je res pomembno, da si pač prisoten, a ne, z mislimi v trenutku, pri sebi, pri svojem telesu in tako. Drugo, da ni nič narobe, če moraš zdaj uporabiti lubrikant, da to ne pomeni, da so ženske frigidne in tako, a ne, da pač včasih imaš, ne vem, po porodu, hormonsko neravnovesje ali pa karkoli, da ni nič narobe, če uporabljaš kakršnokoli pomagalo za to, pač, a ne. Itak. Tri stvari so bile. Ja. Pri spolnosti. Kaj bi bilo pa še to zadnjo? Da dejte kaj novega. Da ni nič narobe, če kaj novega sprobaš, ali pa si želiš nekaj raziskati, dokler je pač to, a ne, varno za vse vključujoče. Tako. Itak. To. Super. Ful dobro. Fajn si to povedala. Kaj pa ti? Kaj pa jaz? Zdaj si me pa dobila. Jaz se kar pridružujem te zadeve iz čuječnosti, ker ful se mi zdi, da ful preveč ljudi vstopa v nek spolen akt kot bolj kot nek akt, tako kot vidimo v pornofilmih, a ne. Vse deluje neki fizično, vizualno, pa bolj mogoče iz vidika, a ne, kako bo on to videl ali pa ona to videla, da se jaz lahko zdaj dokažem. Ne pa tako v smislu, kaj bova midva zdaj čutila, kaj boš ti čutila, pa kaj bom jaz čutil, a ne. Tega se mi zdi, da je ful premalo. Ne znamo se ljudje toliko več zazreti v svoje čute, pa svoje možgane, pa mogoče tudi empatijo oziroma sočutje do druge osebe, a ne. Ker gremo na ono, kako bom jaz zdaj spadil, itd. Kako zgleda med seksom. Kako zgleda, kako druge stvari recimo zgledajo, a ne, o velikosti pa tem, ker mogoče sploh ni pomembno, a ne, ampak so res tiste druge stvari, da si prisoten. Jaz sem zdaj pač med snemanjem podcasta, ne vem, s kom sem se že pogovarjala, pa po mojem sem to slišala tam, ko sem bila na enem dogodku, ko sem šla igračke predstaviti in to. Pa že tako žensk se dejansko obremenjuje s tem, kako zgledajo med seksom. Pač kako bo izgledalo v kakšni pozi. To mi je bilo ful zanimivo, ker jaz sem vse ne. Ja, pač najbolj pomembno je tudi, da zgledaš tako, da uživaš. To je edin pomemben izgled, a ne, v tistem momentu pač, da ti je prijetno. Tako. To je pomembno. Ja, se strinjam. In pač iz tega vidika je ta izgled pomemben. Tako da glede ostalega pa se ne sekirati. Tako. Ok. Če bi imela samo 1 minuto, da poveš največjo zlato informacijo o seksu, kaj bi to bilo? Bilo bi podoben kauno, ki smo naštevali. Se pravi, da si res, ne glede na to, a si sam, se pravi, pač masturbacija, ali si s partnerjem, ali si kakorkoli pač, ali si z igračko, da pač si res znaš. Ja, se vsi razumemo, da je kakšen quickie kdaj, zato ker moraš potešiti potrebo, a ne, ampak tako, da si znaš res tudi vzeti čas zase, pa raziskati svoje telo, pa da sam sebi gor prideti, kaj ti dejansko paše, pa da znaš tudi to skomunicirati kot naprej. Tako dobro. Imaš prav. Yes. Komunikacija. Communication is the key. Ne, po angleško. Ja, pa dobro. Komunikacija je ključ. Ključ, tako je. Kako ti je pa tvoje delo spremenilo tvoj lasten pogled na spolnost? Jaz sem že po naravi ful ferbična, se pravi zelo radovedna, tako da pač, če me je kdaj kaj zanimalo, sem to potem predlagala partnerju in če bi on zasva probala in tako, ali pa pač sem bila tudi odprta za predloge, tako da iz tega vidika, da bi mi na ta način ne, mogoče sem znala sam bolj skomunicirati kakšne stvari, pa tudi da mi še enkrat preberu vprašanje, da ne bom šla v napačno smer, ker moji možgani so pač kako ti je tvoje delo spremenilo tvoj lasten pogled na intimnost? Tudi to, kar sva prej govorili, da ima vsak človek svojo zgodbo in o svoji prvi spolni izkušnji in o tem, kako smo spolnost predstavili. In o tem ena mi je razlagala v podcastu, ne, če ni bila slogaja, da ona pač pri enem fantu, dokler ni pač bila s tem fantom, ki je zdaj, ni jemala tega kot nek užitek, je mislila, ok, to pač ni zame, a ne. Ja. Tako da moj pogled na spolnost se pač ta del, ki sem prej omenila, pač glede te radovednosti, pa da znam mogoče bolj skomunicirati, je tudi to, da sem v bistvu ratala bolj odprta ali pa več zavedanja imam za to, da ima res vsak človek svojo zgodbo in svoje dojemanje spolnosti. To, da se mi je tako nekako razširilo obzorje tudi meni.
Ja, to je kul. No, sploh to, a ne, ker pač marsikdo mogoče to pogleda kot na neko rutino, Ja. kot na mogoče tudi ženska, ne, kot na neki task, jaz pa zdaj to moram narediti zaradi njega. Ja. Da pač, a ne. Ja. Ene tudi mogoče zato, da me ne bo pustil, da mu ugodim, da bo njemu pasalo, nikoli pa ne tisto, nikoli pa ne tisto, v določenih primerih, da bo meni pasalo, da se bom jaz imela dobro, a ne. To je tako pride ven iz vse te zgodovine, a ne, pač, ker so bile ženske mogoče drugače obravnavane. To je kar žalostno, ampak žalostno je tudi to, da se še zdaj to vleče, a ne. Ja, to so te generacijske stvari, ki grejo pol. Pač imaš srečo v narekovajih, da je mogoče v tvoji generaciji prednic prišlo do neke prelomne točke, pa da rečeš, jaz pa ne bom tako, ali pa jaz pa ne bom svojih otrok tako, ali pa ni prišlo, pa je pač ta sram, ali pa karkoli že šel naprej. Ja, mogoče se celo potentiral, a ne. Če jaz sem imela tako otroštvo, oziroma pač tako normalno, spolno izkušnjo, boš pa ti tudi, ali ja, karkoli. ali pa vse to je normalno, a ne, ker drugega ne poznajo. Tako da ja, pač Ja, tašne stvari. to je kar žalostno. No, zdaj gre pa na malo bolj vesela vprašanja. Sicer ne vem, to vprašanje je mogoče malo čudno. Okay. Če bi morala en seks na svet dati v obliki mima, kaj bi pisalo? Seks na svet v obliki mima. Ja. Zdaj, tako se mi vrtijo vsi mimi v glavi. Lizan sem gledala, mogoče malo off topic, ker je ena začela s temi mimi in sem bila tako, oh my god, koliko dobre ideje imaš pač v slovenščini. Aha, ena, okej. ki sem začela zdaj spremljati, sem bila tako, kako imaš dobre ideje, jaz nimam toliko. Ja. V obliki mima, po mojem sploh ne vem, kaj bi. Ne vem, nimam pojma, imaš ti kakšno idejo? Jaz lahko to rečem, ker tudi meni so moji gostje rekli, da kaj ne vejo, tako da Ja. ne vem. No, jaz sem prvič v vlogi voditeljice, tako da malo Ti sem ni treba, zaštekala, ti ni mi ni treba. treba Ne, odgovoriti. tudi jaz sem ja. bila tako, I don't know. Saj mogoče bi rekla, kaj pa raj ne bom, ker mogoče Ja. ni v skladu z človečnostjo. Dej. Naprej tako zagovarjali. Ne bom. Ja, ne, če ne, pa dejte gledalci napisati v komentar, Ja. kaj pa vi mislite, dajmo neko kreativno Ja, dajmo. mim idejo zdaj Za naštudirati. spolni nasvet. Ja. Je mogoče pa kaj rata iz tega. Mogoče kaj rata, mogoče bom kaj sestavila pol, Ja. pa bom dala gor na naš Instagram. Boš pa naknadno. Ja, to naredila. naknadno. Tako da moramo razmisliti, da bo dober, nočem Ja. da bilo kaj neumnega. Tako da lahko pričakujete. Ja, dajte napisati od spodaj, res je. Ali pa, če bo to vsaj kot TikToku, zdaj lahko menda na TikToku tudi slikcam odgovarjaš, tako da welcome. Nice. Vsaj nekdo je tako napisal, tako da Tako da dejte. dajte, ja. Na YouTubeu pač napišite, pa opišite. Tako. A greva na drugo vprašanje. Peva. Okay. Kaj je nekaj, kar si mislila, da bo ljudem neprijetno poslušati, pa je na koncu navdušilo? Mislim, da je bil en podcast, ki sem ga imela sama, ki je bil o masturbaciji. Tisti je šel, sem mislila, da mogoče jim ne bo toliko. Pa en je bil, samo po mojem je bilo to pismo, ki se ne spomnim, že imela seznam, pač, kjer so epizode so bile v tej sezoni, ampak mislim, da je full v redu šla tudi na o swingerjih. Ja. Sem mislila, da bo malo tako, pač ljudje so glede tega res tako kao neki zgroženi in se jim gravža in tako pač iskreno, pač dostkrat kakšno tako stvar omeniš, so tako, zato ker pač dostkrat pomislijo, da so te ljudje, ne vem, nečisti, pa na spolne bolezni, pa vse te stvari, pa kako si lahko menjaš partnerje, ampak na koncu mi zdi pa, da jim je bilo kar zanimivo poslušati, no. Tako, da jim je bilo zanimivo, Ja. da je bilo dobro, da bi bilo dobro tako. Ja, Mogoče iz Firpca ali pa ja, kaj. verjetno je sferca. Ja. Ampak mogoče so pa kakšni, kar je tudi namen tega, da nekako zmanjšamo obsojanje pri kakšnih teh pa je. stvareh. Sej res ni vsaka stvar za vsakega, ampak lahko si pa odprt, da razumeš. A ne? Itak, to je res. Ampak dobro, zanimivo, no, mislim zanimivo, fajn se mi zdi, da lahko tudi taki ljudje vidijo, pa slišijo to tvojo perspektivo oziroma Ja. pogled na to, Ja. pa da jim približaš to tako malo tabu tematiko. Ja, zato ker dosti teh tem, ki so mogoče pač v podcastu, jaz tudi sprot povem, vsaj po moje, da sem, ja, se sam, recimo, sem imela one night stand, pa to pa rečem, to ni nekaj, kar bi jaz, ampak pač tle smo zato, da malo povemo izkušnje, da malo probamo razumeti drugo stran in tako, ker niso ne stvari kar tako, da se kar odločiš, to je pa fuj, to je pa ne, ampak tako pač, glej, enim je kul, enim ni, ja.
No, pa tudi, da razumeš, a ne druge, zakaj to prakticirajo, zakaj jim je, a ne pa tako. Cool. Ja. Ja. Zdaj se pa približujeva koncu Okay. in greva še na zadnji, malo bolj sproščen segment. Pa bova malo govorile o igračkah, pa o takih bolj židanih tematikah. Tako da dejva. To si sicer že spraševala na podcastih in zdaj je caj, da jaz tebe vprašam. Okay, zdaj sem jaz na vročem stolu. Ja. Gori mi podritjo. Če bi bila spolna igračka, Ja. katera bi bila in zakaj? Bila bi keza v zadnja vrata. Zakaj? Sto da vidim pač, kako je. Da bom še jaz koga. Ne, drugače mi zdi pa tudi kakšen masažer, tako, a v mikrofon, na kabel. Zato, ker sem tudi jaz taka. Močna. Če hočem biti, znam biti zelo močna. Ja. Lahko sem una nežna nastavitev, lahko sem pa zelo močna in neustavljiva, ker Ja. enkrat priklopiš na un štrom, pač na odsrk. Ja. Ja, nisem jaz ena potrošna baterija. Dobro, to si Ja. pa ful dobro Ja. povedala in to lahko jaz potrdim in ja, pač se strinjam s tem tvojim pogledom. Ok. Kateri izdelek, o katerem si govorila letos, pazi Okej. to, bi vzela s sabo na samoten otok? Na samoten otok. Spravi mogo biti kakšen tak, ki je mogoče vsestranski, v katerih izdelkih. Jaz sem o velikih izdelkih govorila letos. Ja. Mogoče mi pomagajo osvežiti, kaj smo imeli vse leto. Kaj vse smo imeli. Čakaj, zdaj smo imeli Ekota, pa Jovija smo Ja. imeli letos. Gizi je bil lani. Smal je tudi po mojem bil letos. Veš, kaj bi vzela? Une GVO-je, une flaperji. Ja. Ja, sem mislila, da bi bil ta tisti tak, tako Ja. dober. Ja, to je Good Vibes Only, unka ima se prav z G točko. še zraven. Flapping. Ja, ja, Pa je res tega kaj. bi vzela. Ja. To mi zih ne bi bilo dolg čas tam s tem. To je tako, hopa. Ja, no samo, če imajo tam elektriko, pa da ga lahko. Na polnem. Ne, se je valjda, to je verjetno predpostavka tega vprašanja. Ja. Ja. Cool. Cool. Kaj pa ti? Jaz. Razen če nočeš povedati, je tudi Okej. okej. No, ni. Jaz bom šla s klasiko, Ja. ki nikoli ne razočara. Rock Soft Bullet, močen, mali, klasičen, to je to. Un je Ne fajn za rabimo. masažo tudi. Ja. Tako. To je dober, ja. Ja. Okay, cool. Un je tudi meni všeč. Ja. Kateri izmed vseh fun faktov, ki si jih povedala, ti je bil najljubši? I love meat, ne fun fact. Okay. I love. Zato, ker fun facta se pač honest to God, pri Bogu ne spomnim. Okay. Se bom jaz probala spomniti, kjer je. Ful mi je bil zabaven ta, sicer je že star, pa večkrat smo ga povedali, ampak da če boš masturbiral, da boš ali da se ti bojo roke posušile, ali pa da boš slep, ali pa da boš dobil kosmate dlani. Te so bili taki. Pač fun fact v smislu, mogoče, da so to dejansko včasih govorili pa verjeli. Da boš oslepel, če boš masturbiral. Sam se spomnim zadnjič, ko sem brala eno tvojo skripto, ki si imela pripravljeno za podcast, ko sem pokukala. Je pa glih to bilo napisano, da nekaj v povezavi z orgazmi in s slepoto. Oziroma, da lahko doživi začasno slepoto. To je zabavno. In to se je meni že zgodilo. In sem mislila, da nikaj z mano narobe. Pa si me razsvetlila in sem bila tako, okej. Ja, to je bil med fun fact. Sicer ne vem, če sploh povedala tisto na podcast. A ja nisi? Pa moraš drugič. Ne vem, po moje, da ne vem. Ja. Ne spomnim se. Mogoče. To mi je bilo res tako. Pač. Ja. Ta je dosti zanimiv, ja. Ja. Mogoče so pa zato govorili. Kaj, ja. Da v slepišču Ja, masturbiraš, kaj preveč dobro. Ampak zakaj pa kosmate z dlani? To pa sploh ne razumem. Pač, mogoče zato, ker je gaden, da boš imel pol kosmate. A ja, da bojo vsi vedeli pa videli. Ja, mogoče, ja. Še enka, pa sram, ne? Ja, zanimivo. Ja. Kaj je pa ena stvar, ki jo ljudje ne vejo o tebi, pa bi jih presenetila? Oh my God. Kaj ne vejo o meni, pa bi jih presenetila. Meni se zdi, da se meni, da je sploh tako, da nimam, da sem že toliko teh podcastov zdaj posnela, pa da sem dostakrat kaj povedala o sebi tudi tako, da ne vem, če je kaj tazga v meni, ki bi jih presenetil.
v zvezi s spolnostjo. Ja, da si vse povedal, da si odprta knjiga. Ful samo. Ja. Nisem čist, ker stvari niso lik za v javnost. Ja, no, pa pomeni, da nisi povedala, da lahko zdaj poveš. Mislim, da sem jih znač rekla našemu monterju, snemalcu, da če lahko nekaj mal skrajša noter, ker sem se malo preveč zagovorila in mi ni bilo prijeten. Okay. Zdaj je moj partner rekel, zakaj? Sej pač bi bilo ful zabaven in sem bila tako, ne. A bo zdaj povedala? Ne. Zakaj ne? Bom sam tako rekla, Okay. pač uživam v določenih fetiših. Ja. Mogoče niso najbolj tako splošno lepo sprejeti, Okay. ker Ja. jih pač ne razumejo. Ja. Ja, Okay. evo. To sem zelo umilila zdaj. Lahko povem, da v zadnjih letih imam raje mačke kot pse. Okay. To tudi mogoče ne vejo o meni, ampak Dobar. tudi to ima svoj razlog. Cute fact. Ja. Pa tudi veliko pove o človeku, to se mi zdi. Ja, Ja. 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 Me veseli. Se ne, da ne maram psa, imam psa, Ja, enega imam rada, tako, ampak tako mačke. čisto iz mogoče drugih razlogov. Ja. Ja. Ok, imamo še kakšno vprašanje. To se navezuje na novo sezono. Okay. Če bi lahko 4. sezono začela z norim izzivom, kaj bi to bilo? Jaz, ful je smešen, ker dejansko bomo imeli te. Ja. Pač pride napovednik, Okay. pred prvo epizodo 4. sezone pride napovednik in tam bom tudi malo več not povedala, ampak lahko že zdaj povem, ja, da bodo pač te izzivi. Ne bom pa še povedala, kaj bodo, Ja. ker bodo mogoče tedenski ali pa mesečni izzivi ali za samske ali za pare ali karkoli, da si pač lahko popestrijo svojo To je intimo, ful cool. spolno življenje. Ja. Tako da ja, bom povedala več o napovedniku. Ja. Ampak ful super, si me presenetila Ja. s tem, tako da nice. Malo sem prestrukturirala podcast, ne zdaj tako pač za čist neki XY, ampak tako mogoče, da bo bolj. Da bojo drugi tudi vključeni Ja, zraven. tako. To je ful cool. Ja, ne. Ja. Kaj pa še lahko namigneva v 4. sezoni, če sploh lahko še kaj poveš? Da se bomo več gledali. Ja. Ali pa poslušali, no, ker je podcast. No. Čeprav vem, da zdaj dosti ljudi podcaste dejansko pač gleda. Ja. A ne, s to, kar verjetno raj tudi povežejo obraz pa glas skupaj, I guess. Verjetno. Ampak, ja, da se bomo več gledali. Koliko več bom pa tudi povedala v napovedniku, ker drugače ne bom imela napovednika, če bom danes vse povedala. To je res, ampak tako en tak mehen teaser. Ja, mehen Ja. teaser, ja. Pač več Tako se da- bomo gledali, pa to, kar sem prej rekla, Ja. gledali izzivov. Ja, Ful. Jaz se ful veselim, sploh teh izzivov. jaz. Ja. Ja. To Ja. bo dobro. Ful nice. Zdaj so pa v bistvu prišle do konca teh mojih vprašanj, ampak ko so glih pri izzivih, imam pa jaz en izziv zate, ki si ga pa tudi dala drugim svojim gostom. V glavnem, dala ti bom prevezo, zato je ta preveza tu gor, in boš ugibala igračke. Ampak zdaj sem imela res eno tako ful težko nalogo to narediti, ker ti že pri nas delaš toliko časa in poznaš od zunaj na odzno tudi toliko igrač, toliko stvari, da res pomagal mi je tudi naš monter Ja. izbrati to, ampak jaz kar mislim, da vsi to vse uganjeno, tako da Okay. upam, da- ful pritiska na meni, tako mislim, Ni da pritisk. vse veš in jaz sem Ja. tako, I don't know. Ne, sej bo. Tako da, če ti lahko dam gor prevezo in celotva. Okay. V glavnem, tule ima eno škatlo. Koliko jih pa je? In v bistvu dala sem jih malo več, ampak rečma, da jih boš vlekla ven 5. Vlekla jih bom 5. Torej, pač po 5 želji. naenkrat. Ja, evo, Hvala, jaz enega zdaj po sem po enega. roko, katero roko tole? Boš Vse. tole. Aha, da Daj imam zdaj. In si izbere enega. Potegn ven. To je. A vem, kaj je to. Valjda veš. To je meni ful zanimiv, pa spominjala unga SpongeBoba. A ja, ne. Ja. To je Tenga Bobble. Tako je. To sta bila dva različna, en je imel krogce in pa kvadratke. Ja. Sam ima krogce. Na krogce, ja. No, sicer tega, jaz sem vedela, da boš ti to ugotovila, ampak tega sem ti dala samo zato, ker je tak prijeten na otip. Ful, pa po moje, če bi bila jaz moški, jaz bi to takoj probala. Ja. Tako da, pač zgleda ful tako, a veš, ko so ti tako ful veliki, ampak to je tako mehko.
Ne pa zgleda prav luštno. Ja, mislim, tako veliki so, veš, nisi tako, ampak po moje je ful dober. Ja. V glavnem, ja, za tiste, ki sam poslušajo, to je masturbator za maške. Tenga Bobble. Kako fajn, ko ne Kaj ga samo da dam kar sam? ugotoviš, ali ja, deka tam pusti. Ja. Čeprav zdaj se mi zdi, da boljš, da jaz dam to te po roke, Okay. da boš presenečena. Ful je creepy, tako, ko dobiš neke v roke, ful je tak čuden občutek. Tako, Ja. Ja, se veš, da boš dobil igračko, ampak je tako kratko. Ne veš, kaj boš dobil. Ja. Vsi so sami igračka. No, tega pa mogoče ne boš ugotovila. Mogoče. To sem se res potrudila, mislim, sva To se pa si potrudila, se. da najdeva nekaj tazga. Če ugotoviš tu znamko, vsaka ti čast. To je isto masturbator. Ja. Ful je malo prostora. Razmišljam, kaj bi imeli tam. A ti lahko dam kak namig? Ne. Ne? Vse bo tak blag namig. A je tukaj od Fun Factorja? Ni od Fun Ne. Fact. Zato bi ti dala en namig, pa bi ti Pa rahlo Satisfyer ima opisala neka znamko. take. Ne. Ne. To pa res ne. Veš, koliko sta se vidva potrudila? Ja. Veš, da tako zdaj skeniram ta regal v medetaži. Ja. Ni tako, je v škatli drugač. Ja. No, a ti lahko dam en namig? Lahko. Mini namig. V glavnem ta znamka nima veliko masturbatorjev, so Ja. specializirani za druge stvari. Ampak imajo pa tudi kaj A takega. to je bil namig zdaj? Ja. Ja, dosti dober namig je. Ja, dosto, pač, ampak meni se zdi to ti res objame tako penis, Kaj pa daš noter glavca? Ja, ne vem. A je to dunga? Sam se oni imajo, oni oktopusi, oni imajo to za moške, pa tisti so večji. Ja. Ja, tist ni v glavnem ta znamka. Pa ni od ena Satisfyerja ali pa... druga. Ne, jo pa dosti omenjamo. To znamko. I have no idea. A sem to že videla? Videla si, mogoče si videla, no, nisem ziher. Če ti dam namig, a ti dam še en namig. Dej. Oni so specializirani za obročke za penis, pa za kreme. Za boners. Da. Ne, nisem videla. Ja, Nisem nisi videla tega masturbatorja. No, mi dva ga tudi nismo videla. Sva ga danes prvič. Sam po moje tako za unet kamere, mislim, Ja, je majhen, ja. mogoče sam tako za glavico, da ti malo. Ja, Zanimivo. Ne, od bonersa masturbatorja še nisem videla. ja. Tako da, zato nisem vedela. Cool. Čak, zdaj smo imeli dve. Dobro, tega ne boš kaj videla. en... Prosim. Tega ne boš videla. Vem z prve, kaj je to. To je od Fun Factorja na prstan, črn v plastični škatlici pride. Jaz se pa tako trudila. Zakaj ne, tukaj mi je tako, ful mi je tako. Ja, ja tako. Vse Tak, take ja. specifične oblike, a ne? Ja, pa po moje je ful dober. Jaz Ja. ga tako nisem probala, ampak tako tole je res tako, sploh za une, ki imajo radi tako točkovno. To Ja. je na prstni vibrator za tiste, ki poslušate. Ful priročno. Taknaš ga med dva prsta. Ja. Še en prst imaš, sam vibrira. Čakam, kaj bo zdaj. Dej tale je tako bolj generičen, ampak moraš ugotoviti pa znamko. Moram ga videti. Aha, okay, gre se pa tudi za ne bo nek težko, rebit. ja. Je pa tudi, kako bi rekla, zadnje čase ga dosti promoviramo. Pred kratkim so prišli ven, ful dobri. Pa ni ful velik. To je un Easy Toys. Ja, in kako se reče, mislim pod znamki Aha, oziroma čakaj, seriji. no, a je Playtime. Ja. Ja, te so lepi. Easy Toys Playtime ima fulišno to kolekcijo, ki so v bistvu, meni so ful všeč, ko so cenovno dostopni, pa vse je silikonski, pa tako luškane stvari imajo, tako celo kolekcijo je. Pa močni so, mislim, presenetljivo močni, Ja. zato koliko stane. Mislim, ni tako, a veš, meni je ful smatran, ko mi rečemo močni so, pa si pa ljudje mislijo, da so samo močni. Ja, Ampak ni tako mislim. več nastavitev imajo, da so lahko tudi močni. Ja. Ok, naslednji, kjer ga bi ti dala. Čak, tega pa ima pa samo enega še. Z unim bonersom si me res presenetila. Vem, ja. To je analni čep, Ja, to je un snug plug. ja, znamke. Nimam pojma, kako se reče. Itak da veš. Ali vem? Ja, najbolj tak. A ja, plastičen. B-vibe. Yes. Ja. Ja. A boš kaj, kako zanimivo so o tem povedali? Ja, noč so neke krogalce. Ja? Noč so neke krogalce in po moje, kad ti to tako ti noter te krogalce še tako. Tega nisem še probala. Ja.
Prav slišiš se jih. Apple mikrofon. Sem mikrofonu, ja. Kakšen ASMR butt plug verzija. Analni čep. Te so full fajn drugače. Ja. To je fajn tle, a veš, kad ti Aha, pride v to ima krokanom sta, da je bunkice. tako res pecelček Ja. in tle not ima bunkice pol. Aha, ko eni imajo pa v teh tu zgori bunkice, ko pride na... Ne, tle not jih ima. Ja. Ja, A nimajo tu, čak, ti bom s prstom pokazala, tukaj, če potipaš. Tle imajo eni bunkice, a ne? Ja, ful tisti zanimivo. simulirajo rimming, se pravi lizanje anusa, Ja. ali kaj že. Ful zanimivo. Ja, vzemo smo tudi imeli podcast po mojo rimmingu. Ja, sem Ja? bila, ja. Si imela, ja. Čak, kaj bi zdaj še? Ma dajmo te, ne, čak. Zdaj To je sem ful pa- zabavno, meni je pa ful všeč, čeprav poznam Ja. ful igračk, ampak je ful zanimiv. Jaz, lej, evo, to ti lahko povem, Daj. ne vem, če sem kdaj povedala, ampak možen, da sem. Jaz nikoli nisem probala še imeti zavezane oči med spolnim odnosom. Wow, Ni mi. okej. To mi Ni. pač ne. Pa da ne bi zaupala svojemu partnerju ali pa karkoli, ampak to mi je enostavno pač en čut, ki ne želim, da se mi ga tako. Fair, ja. Tako da ti pa igračke na ta način, čeprav recimo, da jih veliko poznam, je ful zanimiv zdaj. Okay. Zdaj pa, čeprav sem ti hotela jaz za te, no, bom dala tu tri šema, bom dala vsako na svojo stran in ti boš na ključno dala roko v en kot te škatle in boš pač potegnila tam, kjer ti roka not pride. Dej, nastav roko. tam, kaj roka pride. Kje je škat? Dej, tukaj. Prvo stvar, ko to potegnem ven, dej. In to boš zdaj ugibala. Težko. Mislim, nekaj... Madonna. Tak dam stran. Hopa. Ja. A, to ima lukno. Ja, Lukno imajo PMV. tudi. Ni PMV. Ni PMV, pa lukno ima. Ja. A je to ne Ne, nima lukne. Pa to ni PMV oblika. Okay, edini, ki bi bil ton tak Ja, njihov, oni ampak imajo ni take tak. posebne, ja. Taj realistične oblike, pa kar žile se mu vidijo. Oh moj god, a res? Ja, mislim, vse občutiš, a ne? Ja, tukaj. To, Ja, pa realističen je. ne čist. Pač. Ne čist. Aha, a črn? Blizu, ja. Zakaj tle ti pavam tako? Band. A sej, ne bo kdo videl, ne bo YouTube prepoznal. A je, ne vem, a je, pa to, ta lukna me mede. Ja. No, se glih pri tej luknji bi mogla vedeti, zakaj se gre, za katero znamko se gre. A je maj s tem? Ne, a je, čak te gumbi, a je Fun Factor? Ja, bravo. Gumbki, gladki gumbki. Ja. Ja. No, pa sej ta je kar tako glomazna, ne? Mislim, da so ga zančli gledali tega. Ja, verjetno Bravo. so ga res. Ja. Tisti, ki Izberi zanima. enega. To vem, kaj je. To je eko. To je eko, ja. Meni je ful všeč, da se to sleče. Ja. Laga. Pa To je- ful je tako zanimiv dizajn tega žepka, ali kako bi temu rekla. Ja, kesa. ja, meni je ful všeč. Meni tudi tako mi je všeč. Ful mi je všeč. Pri temu sem prvič probala to segrevalno funkcijo Ja. in moram reči, da je zelo prijetno. Ja, fino. Zadnji, Ok, mi ga daš. ok. Sem tega pa ne vem, če boš vedela. Jure poslušal, ko montiral to. Kaj si to? A je to krok obrnen? Ne, Ne. To je nek obroček za gordat, za Ja. debel penis. za bolj debel. V bistvu glih to je, ja. Ker znamka je, po moje, je ne boš trofla, ne boš uganila, ampak ja, to je v bistvu Da malo obroček za doda penis, debeline. ki da dodatno debelino, ja. A to je nek jelly material? Ja. Ja. Kakšen ful hejta jelly, jaz ga imam pa rada. Meni je kul, ko je tak old school. Ja, kaj je tako old school. Ja. Pa tale membranco, to mora biti dober. Ja. To, tako je kot spoden del gobe. A veš, kam ima te resice? Ja. Kako se že reče temu, tiskar je pod klobukom? Jaz sem drugače študirala biologijo 2 leti in Ja. bi mogla to vedeti, samo meni je to izpuhteli iz glave vse. Ma itak, če pa tako stvar držiš v roki, kaj boš v gobah zdaj razmišljala. O gobanih. Ja. Okay, to je to, a ne? Ja, Si dala dol tako je. prevezico. To je bilo ful zabaven. Ja. Ful sem vesela, da sem na drugi strani. Ja, Ja. si tudi pasala v te vlogi. Meni je bilo pa tudi zanimivo se izkusiti kot Ja, vodja sem rekla, da naredimo nekaj. Nisem imela nobenega gosta za zadnjo epizodo, Ja. pa sem rekla, da tako, ne iz kakšnih samovšečnih razlogov, ampak se mi zdi kul, da se malo spoznamo iz gledalci. Itak, ja. Da ja.
Da te malo začuti v tej osebni noti. Tako. Tako je. Fajn si bila, cute si bila. Hvala. Ful je bilo smešen, ker sem bila, prej smo začeli živčna, tako kakor da bi jaz šla dejansko na nek tako podcast k nekomu drugemu in sem bila kar malo nervez. Je škaj pol meni bilo? Ne, se ne. Ja, v bistvu zdaj mi je pa še bolj, ko ne vem, na kak način ti zaključiš epizodo, tako da mogoče prepustim kar tebi besede, te zadnje besede. Kaj pa rečem, Da se ponovadi? posloviš. Da je to? To je to. In se gledamo naslednjič.